Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo vas pozdravljam, tokrat v oddaji Dober dan, dobri ljudje. Gostim posebnega gosta, in sicer inženirja radiologije, politika, člana Nove Slovenije, Malteškega viteškega reda, Lions kluba Maribor, pa tudi slikarja, predvsem pa trenutnega podžupana mestne občine Maribor, magistra Zdravka Luketiča. Lepo pozdravljeni v studiu televizije Exodus. Lep pozdrav tudi gledalcem in gledalkam, botrom Tako, in vsem. Vsem, ki nas danes gledajo. Torej, Maribor je vaše mesto. Tukaj ste odraščali, tukaj je vaše srce. Kako gledate danes na ta ljubi Maribor? Maribor ima veliko stvari, ki ga delajo velikega, pa gleda preveč kritično na tisto, kar nima. Tudi veliki ljudje, Drago Jančar, v preteklosti smo imeli coworking center, nogometno ekipo, ki je z zelo malim budžetom uspešna v Euroligi, imamo izjemno gledališče, imamo podjetnike, ki kljub razmeram, ki so zelo ostre, dosegajo velike uspehe, tako da Maribor je mesto ljudi, ki presegajo okvire ne samo Maribora, pa Slovenije, tudi na svetovni ravni, tudi univerzo, ki čaka, da se bo uvrstila po šanghajskih kriterijih med 500 najboljših univerz. Imamo izjemno matematično fakulteto, veliko stvari imamo, vseh v tem trenutku ne morem povedati, mogoče se bom pozneje še jih našel v spominu, ampak veliko stvari imamo ne samo na kulturni, tudi na ostalih področjih. V preteklosti smo imeli enega največjih rabinov Izraelija, ki je še danes citiran mnogo kje, tudi v zgodovini smo imeli velike ljudi, tako da Maribor je mesto, ki je lahko ponosno. Vedeti morate, da je Damask že neprestano poseljen 4000 let, Jeruzalem 3000 let, Maribor 864 let. Mesta preživijo sisteme, ali so diktature, ali so kraljevine, ali so demokracije, mesta živijo neko svoje življenje in dajejo velike ljudi. Ne nazadnje imamo recimo v Mariboru Elizabeto Margareto Puhar, ki je uvedla, da so dobile izobrazbo osiromašene deklice v prejšnjem, nagovorila nemško manjšino v Mariboru, da je donirala sredstva za šolanje teh otrok, ki so bili na ulicah, ne, bi rekli pred 100 leti. Na tem področju imamo Slomška, je romarsko mesto, ki je v Mariboru uvedel je bil slovenski časopis. Maribor je mesto, ki ima neko energijo, imajo Mariborčani, imajo tudi ljudje, ki so se v mesto preselili, ga imajo radi in zaradi tega moramo poskrbeti za to mesto, poskrbeti tudi, kaj se dogaja okrog nas, na primeren način se aktivirati, kajti Maribor bo še stoletja obstajal, kajti ko ne bo več Maribora, tudi civilizacije več ne bo. Tako, torej vi ste podžupan mesta Maribor, hkrati pa vas tudi velikokrat vidimo v stolnici mariborski. Pa dostikrat tudi slišimo, kako bi cerkev in država morali biti ločeni. Vi ste kot kristjan tudi aktiven državljan. Bi rekel dve stvari, kot je rekel en velikih evropskih politikov. Jaz se trudim biti kristjan, da delam dobro, to, kar je sporočilo Svetega pisma. Vidimo, da so filmski igralci lepi in bogati in so najbolj nesrečni ljudje na svetu in se potem človek vpraša, kaj moram jaz v življenju kot umetnost življenja početi, da naredim tisto notranje zadovoljstvo, kaj me veseli, da imam družbo, ki me veseli, da imam ljudi, na katere se lahko zanesem. In sporočilo, ki je preizkušeno, je prav v Svetem pismu, da je dobro delati dobro. Seveda je pa težava v Evropi, je dobro, da smo ločili vero od politične oblasti. In tu je tudi prednost Slovenije. Biti Slovenec ne pomeni biti katoličan, čeprav se je pred 20 leti preko 2/3 Slovencev opredelilo kot katoličane. To je sicer prednost. Se bi pa strinjal
kot je povedal znani duhovnik, ki piše bloge, da je pa nemogoče ločiti mene kot katoličana, vernika, pa kot državljana ali pa podžupana, ker je to ena oseba. In je seveda je pa od vsakega posameznika odvisno, na kak način deluje in da se teh dveh vlog zaveda. Jaz kot podžupan skrbim za vse Mariborčane. Tudi za njihove želje ali hotenja, ki so mogoče njihova osebna, pa so moja drugačna, ker je to moja naloga. In tako je tudi v takšnih funkcijah, da moraš ločiti med tem svojim osebnim pogledom, pa kaj je dobro, pa med tem, kar je tvoja naloga, da zastopaš tudi širše poglede. Ampak vseeno, nekako kristjani imamo malce bolj razvit ta čut teh 10 božjih zapovedi, nas usmerjajo nekako v to, da lažje ločimo, kaj je dobro in slabo. Koliko to pripomore k vašemu političnemu udejstvovanju? Jaz sem v krščanski ljudski stranki in mi je pisano na kožo. Je pa bolj zahtevno, pri meni se točno ve, če bi jaz obiskoval neke, bi rekli, javne hiše, kjerkoli v Avstriji, menda, ali kjer je bilo nekje zapisano, da bi jih obiskal, pa sem poročen, imam otroke, vnuke, bi se takoj vedelo, da nisem skladen z svojim političnim programom. Zaradi tega za krščanskega demokrata ni vsaka politična praksa primerna. Kaj ti osnovno sporočilo je spoštovanje človeka kot osebe, ker je po božji podobi ustvarjen in ga ne moreš na tak način se loti za kritiko ali čemrkoli, ki mu jemlje osebno dostojanstvo in dostojanstvo kot človeka. Pa tudi kot politično prakso mora biti kristalno čista, mora biti izključno prednostno, da dela za skupno javno dobro, da je za dobro za vse, šele v drugi vrsti pa kaj dobro za mene. Seveda pa je skušnjava velika, vidimo, da je Juda Iškariot bil apostol, pa je kradel z denarnice, kar je pisano v enem od evangelijev, da so pač vsi, tudi politiki, tudi duhovniki, tudi novinarji, samo ljudje. Kaj pa, če pogledava malce trenutno dogajanje v cerkvi, torej v katoliški cerkvi v Sloveniji. Če čisto tako pogledamo, sedaj ta primerek dr. Strehovca, vidimo, da se je aktivirala ena skupina ljudi, da se je prišlo do raznih trenj, mnenj. Kakšno je vaše stališče v tem primeru? Po ustavi ima človek pravico izražati svoja mnenja. Tudi če vidi ureditev nekoliko drugačno, kot je trenutno urejena. In če nekdo protestira za pravice nekih manjših skupin ali glede na spolno usmerjenost ali drugo, vse to tolerira. Če pa nekateri glede svojega religioznega sporočila, doživetja, do katerega imajo po ustavi pravico in je tudi temeljna človekova pravica, pravica do veroizpovedi, pa se jih 10 najde na nekem prostoru pred bolnišnico in protestirajo ali karkoli, pa je to zdaj že prepovedano, nedovoljeno in nezaslišano. In to se moramo v naši družbi pravzaprav znebiti, te stigmatizacije. Družba je protislovna in 1 meter dolžine, 1 meter. In če mi govorimo, da moramo integrirati in sprejeti migrante v našo družbo, moramo integrirati tudi sami sebe. Evropa se že 100 let trudi, da bi integrirala romsko skupnost, pa še nismo uspešni. Ampak če želimo mi integrirati enega migranta iz Sirije, iz Etiopije, pa ne integriramo drugega, ker različno gledamo ali smo bili na različni strani leta 1945, ni mogoče pričakovati, da bo večina ljudi z odprtimi rokami pa sprejela še nekoga iz Etiopije, če drugega ne sprejemamo. In to je prva zadeva. To pa ne pomeni, da ne bi vrednostno ločili, kaj je prav, kaj je narobe, nekatere stvari so razjasnjene, ampak ljudje imajo do tega pravice in čas je, da sprejmemo drugega. In da če menimo, da smo mi na pravi strani, da imamo pravico povedati, dajmo tudi drugemu pravico, čeprav morda z našega zornega kota
njegovi argumenti ali pogledi niso najboljši, primerni ali celo napačni, mu moramo dati to pravico, da pač v njih verjame, da jih sporoča, seveda na kulturni način, brez da jemlje dostojanstvo, brez da krši predpise, na kak način se izražanje misli, sporočanje, zbiranje izvaja. Tu pa pri nas v Sloveniji nimajo vsi enake pravice. In najhujše je, če bi rekli, da je vsak migrant, ki pride v Slovenijo, tisti, ki posiljuje ženske, če so na samem. Isto, kar je to posplošene in to ni res. Isto je tudi, če bi rekli, da so vsi duhovniki pedofili, ker to ni res. In na eni strani se za migrante ne dovoli, mediji stajajo, na drugi strani pa nekatere stvari mediji vendarle dovoljujejo. In to ne vodi v prihodnost Slovenije, nekaterih stvari pa žal ni mogoče utišati. Vidimo, da tok zgodovine in časa nekatere stvari pelje in da jih ni mogoče spreminjati. Želim si, da bi v Sloveniji en meter, s katerim se presoja, bil za vse zadeve isto merilo. Ne pa, da se nekatere stvari dopušča, so sprejemljive, druge pa zopet ne. No, ko smo ravno pri migrantih, vi ste bili tudi od začetka vključeni v to zgodbo. Če zdaj pogledamo, kako se je odvijala, pa kakšni so kaj obeti za prihodnost? Napovedi so takšne, da se bo ta trend prihoda migrantov poveča in se povečuje. Seveda pa ni mogoče, kot nekateri pravijo, da je treba odpreti meje, ne. Moramo reči, da eno temeljno človekovo pravico ne moremo uveljavljati na škodo drugega. In da nekatere pravice in zakonitosti, ki veljajo, rečejo konstitutivne pravice, so ustavne pravice državljanov Republike Slovenije, ne moremo državljanom kršiti na račun temeljnih človekovih pravic. Bom povedal praktični primer. Če jaz potujem na Hrvaško poleti na morje in v Gruškovju čakam 3 ure in moram pokazati osebno izkaznico, če jo terja ali če ne pomagajo, da grem naprej, zakaj bi nekdo, ker je reka pač nizka, šel kar prek reke v 4 ure? Brez da ima dokument, brez da ima identiteto, za mene se ve, kdo sem in vse ostalo. Seveda, migranti so ljudje, tudi mi smo kdaj migrirali, Slovence so sprejeli v Srbiji v času izgnanstva v 2. svetovni vojni družine, ki tudi niso imele veliko in jih je treba sprejemati. Seveda pa na način, kot je to predvideno, da pridejo postopek, da imajo identiteto, da počakajo, ne pa kjerkoli, in seveda tudi, da se za zaščito njihovih pravic ne kršijo potem te ustavne pravice. Kajti Slovenija, ki ima 2 milijona prebivalcev, jih ne more sprejeti 800 000 in zagotavljati socialno varstvo, pravice, tiste nastanitve in vse ostalo, ne? Ker imamo tudi sami te težave. Seveda pa te težave ne rešuje Evropa, pa bi jih morala. Upam, dalj časa že to pogovori trajajo, mnogi potiskajo glavo v pesek in tudi na nivoju Evrope bo potrebno dogovoriti, da se najde, ker ustavno je tudi sorazmernost ali uravnoteženost, tehtanje pravic, da ne moreš, da se tehta, katera pravica ima večjo težo, temeljna pravica, recimo. Tehtajo se v Sloveniji in je treba najti dobro rešitev, recimo med pravicami istospolno usmerjenih in pravicami do veroizpovedi, recimo katoličani, ki imajo ali imamo po svoji veroizpovedi kot moža in ženo je nekdo ustvaril. Obe pravici je treba zagotavljati, odtehtati teže obeh in se najti pravično razmerje. In Evropa bo morala sprejeti to tehtanje, da bomo tehtali, da bomo zagotovili, da vsem zagotavljamo, ki pridejo v Evropo, temeljne človekove pravice, hkrati pa, da ne bomo odzeli težo tudi našim lastnim pravicam, kajte veste, vsak ima tudi pravico, ko pride do veroizpovedi, do spoštovanja kot osebe. Imamo pa tudi mi pravico, da se spoštuje naši običaji. Kulturo, da smo ljudje, da nismo živali, delajo prav običaji in tradicija.
ki potem prevedejo tudi do knjig, do zapisov, načina življenja, da se reče dober dan, ko vstopiš v prostor, kaj to je običaj. To ni neka stvar, ki je v ustavi zapisana. In te običaje vsak spoštuje, zato smo Slovenci zelo priljubljeni povsod v svetu, ker povsod spoštujemo običaje, kamor prehajamo. Nenazadnje je sveta Ema Krška zgradila nekaj samostanov, ker je po karantanskem slovenskem pravu kot ženska bila dedinja premoženja, kar ena Nemka ni mogla biti, se je mogla preporočiti, pa je njen mož podedoval. Ker pa nismo imeli takrat forenzične medicine in policije, je lahko mož tudi zastrupil, pa je šla lastnina v kako drugo dediščino in v kako drugo rodovino. Slovenci smo že v 9. stoletju imeli enakopravno, če ni moškega naslednika, da je tudi ženska lahko dedni naslednik. Da je imela ženska neko posebno težo. V Evropi pa seveda vse ni tako, kot smo si predstavljali. Vse vidimo, da v Franciji v celoti celo volilno pravico so ženske dobile šele po letu po drugi svetovni vojni, kar je nenavadno in sem sam presenečen. Zdaj podrobnosti sicer ne vem, ampak z nekatere stvari si presenečen, ker si predstavljal, da je kljub tej tradiciji, ki jo Evropa ima, ustvarjeno človekovih pravic in njihovemu varovanju, bi človek pričakoval, da je v praksi to v večji meri bilo že izvajano, pa ni. No, ko smo ravno pri Evropski uniji, 2004 leta je Slovenija pristopila v članstvo. Vi ste spremljali ta proces cel čas, tudi skozi Novo Slovenijo, stranko Nove Slovenije. Pa se vam zdi, da smo res sedaj v boljših časih, da smo dosegli tisto, kar smo takrat sanjali? Problem je ali v Mariboru ali v Sloveniji. Če pogledamo najprej na mikroravni, pa tudi na splošno, da najprej vidimo tisto, kar nimamo. In smo nesrečni, ker nečesa nimamo. Ko je nekdo rekel, Slovenija je čudovita, lahko se za pitno vodo tuširam, ko je drugod po svetu in popotnik potoval. Vam povedal eno drugo anekdoto. Prišel je k meni en mlad Mariborčan, ki ni bil član ali simpatizer naše stranke, celo iz enega drugega pola, je rekel, gospod Luketič, vi ste že toliko stari, jaz sem bil zdaj doli v Srbiji, v Nišu in drugod, je rekel, po mestu še nekak, ampak podeželje pa ostalo, so pa take razmere, da jaz se čudim, kak ste vi lahko v isti državi skupaj živeli. Rekel, pa kak ste vi lahko živeli v eni državi, za tem, kar sem jaz zdaj to videl, in to je bilo pred nekaj mesece. In moj odgovor je bil naslednji, in je tudi zdaj, da prvič se je razlika, ki je že obstajala tudi v Jugoslaviji, se poplača pa po razvoju je bilo med avtonomno pokrajino Kosovo in Slovenijo 7:1 v plača, v storilnosti, v razvitosti, v komunalni infrastrukturi. Te razlike so že prej obstajale, ampak ker smo mi stopili v Evropsko unijo in pospešeno uvajamo njihove standarde, kriterije, urejanja okoljskih zakonov, odpadkov, bančništvo, nadzor bančništva na nivoju Evropske unije, da niso prehude posledice, smo se razvijali zaradi tega izziva malo hitreje še kot ostale republike Jugoslavije, ki niso vstopile. Tudi Hrvaška, ki je nekoliko za nami, vstopila je sedaj bolj razvita, kot so pa ostale, recimo Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija in ostali. In to je tisti adut, zaradi katerega je Evropsko unijo potrebno ohraniti. Druga zadeva, ki pa smo jo pozabili, pa ste vi, pa jaz, otroci Evropske unije, 70 let v Evropi že ni vojne. Vse prepiramo o arbitraži, o meji, o tem, koliko kdo prispeva v evropski proračun, koliko bomo kmetijstvo zaščitili v Franciji ali ostalo, ampak vojaško, da bi nekdo bil ogrožen, da bi se, kot se je dogajalo na Bližnjem vzhodu, sekali glave nekaterim, ker so drugačne vere v spovedi, ali kaj takšnega, pa že 70 leti v Evropi ni. In je Evropa na planetarni ravni odkrila sistem, kako lahko kraljevine, demokratične republike ali ostale vladavine, načina vladavina medsebojno živijo, skupaj urejajo zadeve, ne da so same ogrožene, da bi morale svoj politični sistem spreminjati. Upam, da bi temu rečejo sui generis
tak sistem, kako države lahko sodelujejo in s tem zagotavljajo mir in blagostanje in varnost svojim državljanom, hkrati pa da ohranijo identiteto, da je uradni jezik, 2 milijona ljudi ima v 500 milijonski Evropi svoj uradni jezik. To je način, ki bi ga morali pomagati, da ga seveda na svoj prilagojen način uvedejo tudi v Afriki, v Aziji, v Latinski Ameriki, kjer vidimo, da prihaja do velikih kriz in težav, ker tega inštrumenta niso uspeli uresničiti tako kot mi v Evropi. Pa se vrnimo spet k Sloveniji. Velikokrat so volitve eno tako ogledalo naši državi, naši družbi in vedno se pritožujemo, kako ljudje ne grejo na volitve, pa potem kako je ta apatičnost, pa politika je katastrofalna. Sploh mladi so tukaj, imajo negativni odnos. Vi ste aktivni v politiki, vi svoje krščansko prepričanje vedno zagovarjate, jasno izražate. Kakšne predloge, kakšne imate vi predlog za to, kakšen bi naj bil Slovenec, da bi to sprejel, da bi se ta politično udejstvovanje povišalo, da bi mladi rekel, ja, jaz pa si želim biti v politiki. Kakšna je odgovornost na vas, politiki? Kaj lahko pa navadni državljani naredimo in kje je tisto, kar spodbuja to? Ja, poglejte, če bi analizirali stanje, to sem se pogovarjal tudi z novinarji. Maribor kot mesto ima 93.000 volilnih upravičencev. In od teh 93.000 volivcev, kdo pozna Zdravka Luketiča? Delal sem v Univerzitetnem kliničnem centru, 2400 zaposlenih, kot podžupan sem bil okrog. Ne poznam veliko Mariborčanov. Nekatere srečujem, ki še vedno, kljub temu, da sem že 3,5 leta podžupan, pa so znanci ali daljni prijatelji, niso vedeli, da sem podžupan. Sem rekla, ne delaš več v bolnišnici, sem rekel, da ne. Ljudje pravzaprav volijo tistega, ki ga poznajo ga pa preko medijev. In ko ga mediji lepo pišejo, potem ljudje, ki sami po sebi ne zbirajo, še dodatno nimajo te radovednosti informacij, se potem obračajo. In če mediji nekoga očrnijo, če so politično motivirani, tudi sodni procesi ali karkoli takšnega, potem ljudje takšnih ljudi ne volijo. In da bomo imeli boljši mestni svet, da boljše politike, so v prvi vrsti odgovorne stranke ali liste ali skupine občanov, ki jih predlagajo. Potem v drugi vrsti mediji, ki veliko komentirajo, pa ne tako veliko informirajo, pa volivci, da volijo. Če si zamislite, da je 93.000 volilnih upravičencev, jaz sem bil 3. na listi Nove Slovenije in bom tudi zdaj na teh volitvah. In sem prosil za prednostni glas, dobil sem 114 prednostnih glasov od 93.000. In sem preskočil, ker sem izpolnil kvoto, dobili smo enega svetnika, izpolnil sem kvoto, da se prednostni glasi upoštevajo in sem 2 pred menoj na listi, predsednika in podpredsednico, ker je mora biti ženska, prehitel in sem postal svetnik. Iz tega potem ugotovimo, da je od 93.000 ljudi, ki so imeli pravico odločati, 114 ljudi odločilo, kdo bo podžupan. Ker podžupan je lahko samo mestni svetnik. To je prva zadeva, vidik, ki se bi ga ljudje mogli zavedati, da na volitve naj gredo, če niso zadovoljni, volijo čez 4 leta ali pač, ko je drugače. Druga zadeva je, mnogi so s politike nezadovoljni. Problem je, da ljudje, ki si želijo poštenosti, naj kandidirajo. Naj prevzamejo to odgovornost, naj pridejo v mestne četrti, hitro se bojo vpeljali, naj prevzamejo tudi kot kandidati. Opažam, da ljudje zaradi opisovanja samo negativnih stvari strani politike, ali zaradi naklade, ali ker ljudje to lažje, takšne bi rekli v Dalmaciji, rečejo čakole, poslušajo, naj sami kandidirajo in spremenijo stvari, ker so drugačni. Ni dovolj, da rečemo, niste dobri. Naj pridejo, naj se dajo na voljo ljudem, da bojo lahko izbirali. To je tudi eno od razlogov, zakaj jaz kandidiram za župana. Ljudje morajo imeti izbiro. In ne pa reči, saj ta ima največjo prednost, bo izvoljen v prvem krogu, pa ukinimo volitve. Ne, vemo, da to ne bi bilo dobro.
Skratka, to so faktori in Ustavno sodišče je eno od svojih sodb že leta 1993 ugotovilo, ne? In tudi drugod v svetu se ugotavlja, da so mediji ključni za stopnjo demokratičnosti v državi. In vidimo, da je potem si to osodo, kaj bo v prihodnje, delimo skupaj, tudi mediji. Mnogokrat v tujini pogledam poročila za celi svet, pa Nemčija, ko je velika država, za celo Nemčijo, pa za celi svet so tam poročila gotova v 15 minutah. Jaz pa ugotavljam, da doma gledam 1 uro poročila, lokalno in vse ostalo, pa vem in vidim, ker gledaš po omrežjih in drugot, pa tudi, hvala Bogu, da je še nekaj drugih televizij, med drugim je tudi vaša, ali pa radi, da pa nekaterih stvari, ki so pa pomembne, ki bi bilo dobro, da bi bili ljudje informirani, pa ne dobijo. Tako da, skratka, posledica pa je, da naklade padajo, da ljudje več na besedo ne verjamejo in edina rešitev je, da kljub vsemu pridejo na volitve in nekoga zberejo. Ne, da se pustijo prepričati samo, ker o nekom lepo pišejo ali ker je nekdo očrnjen in ga kritizirajo, veste. To se meni zdi ključno. To bo pa potrebno čas. Da bomo rabili zdaj 27 let, jaz mislim, da nekaj časa bomo še mogoče potrebovali, da bomo dosegli, upam pa, da bo ta moj primer 114 glasov od 93 000 mogoče koga spodbudil. Glejte, zanimivo je to, da bom s tem zaključil to na odgovor na vaše vprašanje, koliko sami si odgovorite pri sebi, kako ste informirani, kako oddati prednostni glas na sedanjih volitev. A veste, če bi izbrali katerega koli od kandidatov, pa je potem na listi ene stranke kot prednostni glas, kako mu oddati, da boste, ker morate pa obkrožiti stranko, da bo pa kot prednost, če pride njihov kandidat v mestni svet, da bo ta glas pa on dobil to prednost. In to bi bila prva naloga medijev, televiziji pa vse, ne. To, da dobijo vsi kandidati in bomo dobili, ker nas bo 16, 17, 30 sekund, da bo vsak povedal glavna stališča o svojih političnih programih, a se da v 30 sekundah probleme o naših vrtcih pa šolah povedati, po moje ne. Kako pa oddati prednostni glas tistim, ki jih vidijo, pa ne povedo, če bi to napravili, se ne bi ponavljali vedno isti obrazi na lokalnem nivoju. Seveda pa upamo te vlade, sedanji mandatar je to obljubo, da bodo tudi na državnem nivoju dosegli vsi predstavniki, ki so v državnem zboru, in to je njihova dolžnost do državljanov, takšen volilni sistem, da bo lahko kot na lokalni občinski ravni z prednostnimi glasovi izvoljen tudi nekdo drugi. In to ne bo predsednik stranke, ki vedno pride v parlament, ne? Da bo omogočili volivcem, da rečejo, v tej stranki pa ne želimo predsednika v parlamentu, ampak to osebo. No, če pogledava tako vsaka takšna kandidatura ali udejstvovanje, je tudi eno delo za javno dobro, a ne? Je tudi en pokazatelj ljubezni do svoje domovine, do svoje države. Torej, kako potem spodbuditi to, torej vi imate poseben ta čut za javno dobro, a ne? Trudim se ga imeti. Tako, ja. Kaj ste v teh letih sedaj, ko ste opazovali, na kakšen način ste najbolj pristopali do... Ja, preden vam še to odgovorim, bom glede mladih, ne, zakaj niso aktivni. Če ti nimaš možnost pridobiti dela, da bi se preživljal za delom svojih rok in bi odplačila od svojega dela, si lahko najel stanovanje, si ustvaril zvezo, imel otroke, potem se ti ne boš spraševal, kdo bo župan mesta Maribora ali kdo bo mandatar slovenske vlade. In žal se je skrb, da bi vsak imel možnost, da se preživlja ali preko javnih del, da bi imel možnost tudi nastanitve, ali, ker to je bil tudi en razlog, zakaj sem jaz leta 90 šel v politiko. Menim, ne, da Slovenija, ki je tudi demografsko ogrožena, nobeden, ki se odloči, par ali dva, ki se poročita za otroka, zaradi tega, ker ima otroka, ne bi smel biti socialno ogrožen. Država bi mogla poskrbeti, da tisti, ki želijo imeti otroke, enega ali več, zaradi samega otroka,
ki pomeni dodatno zahteve, za kar morajo poskrbeti, pomeni potem materialno ogroženost para. In ko bomo poskrbeli za to, vidimo, da so bili nekaj časa v času vlade od 2004 do 2008, drugi ali tretji otrok, podrobnosti zdaj bom težko čisto ponovil, jih nimam spominjal, brezplačna, je v 2 letih poraslo rodnost, je bil boom. Ta boom zdaj prihaja v šole ali pa drugot ali pa iz osnovnih v srednje šole. Če bi mi zagotovili brezplačne vrtce za slovenske državljane, če bi zagotovili brezplačno osnovno šolanje, kar je po ustavi navedeno, pa učbenike, pa pokrivanje predpisanih dodatnih programov šolo v naravi in ostalega, potem bi imeli veliko število državljanov in se ne bi rabili skrbeti, da bomo izumrli, izginili ali da bomo propadli. Skratka, in če te stvari napravimo, bodo državljani zadovoljni in to je tudi neki motiv bil mojega političnega delovanja. Seveda pa rabiš veliko potrpljenja. Jaz sem bil samo za odcepitev, pa da bo vsak, ko si želi ustvariti družino, o tem, kar sem zdaj povedal, imel te možnosti, pa po 28 letih vidimo, da se je začelo o tem govoriti, ampak v javnih postopkih rabiš veliko potrpljenja, tudi veliko drugih odloča, pri nekaterih so lahko to tudi osebni interesi, nezavedno ali ožji interesi, ožjih vplivnih skupin, ki so povsod v Ameriki, v Nemčiji, ne samo pri nas, da bi bili neka posebnost, se moraš pripraviti na potrpljenje. Tako rečejo, da jih ima Bog potrpljenje z grešniki in je dober tudi s tistimi, ki so hudobni. Na ta način moraš imeti veliko potrpljenja, ne, da takoj ne obupaš. Večina ljudi, ki imajo dobre namene in so stopili v različnih strankah, ne samo v naši, so pozneje to delo nažalost opustili, ker so ugotovili, da se to ne da tako enostavno spremeniti, kot doma se odločiš, ne boš kupil pralnega stroja, ampak boš kupil ženi novo elegantno obleko ali boš pa šel na eno potovanje. Tu so neke postopki, kako se to naredi, v te postopke se zmešajo drugi interesi, lobisti in vsi ostali, tako da te zadeve ni mogoče tako spreminjati naenkrat. Zamislite si, da v družbi spremenimo stvari tako kot letalo v leto, ne moreš celega krila odstraniti pa dati novo krilo, ki bo omogočalo hitrejši let. Tu je treba postopoma, kajti drugačne rešitve, da celo krilo odstrani, so bile revolucije, kjer pa vidimo, da so zelo tragične posledice tudi za tiste, ki so jih sprožali. Torej, lepo, vi ste vedno tako optimistično in vedno znate pogledati naprej, pomiriti situacijo. Vi ste drugače inženir radiologije. Dolgo časa na UKC Maribor, pa v zdravstvenem domu Adolfa Drolca. Pogrešate še kaj te čase? Moram reči, da sem imel zelo rad svoj poklic radiološkega inženirja, mogoče se nekateri še zdaj se me spomnijo. In je bil tudi to razlog, da se pred tem, čeprav sem bil že leta 90 na listi Demosa izvoljen v Mariborsko skupščino, še takrat zraven hitro bi rekli, ne, ko so se stvari postavljale, da nisem prevzemal nekih vidnih profesionalnih političnih nalog. Šele zdaj v tem mandatu, ker sem že izpolnil pogoje za upokojitev, sem rekel v zaključku svoje delovne dobe in sem v delu zelo užival. Kajti bilo je nekaj tehnike, veliko dobrega si lahko naredil ljudem, za spoštljivo komunikacijo. Hkrati pa sem, glede na to, da nisem bil zdravnik, kot radiolog, ampak radiološki inženir, sem pa si lahko čas posvetil in za ženi, za najino pot, gibanje, za družino, za slikarstvo, ne nazadnje tudi za odcepitev Slovenije. Veste, takrat pravzaprav nihče ni imel nič proti drugim narodom, ampak pravijo en pregovor med katoliškimi redovi, frančiškani, jezuiti in ostali, mi vsi smo bratje v Kristusu. Naše denarnice pa niso sestre.
v Kristusu. Ne. Ja, ja. In je bilo moja želja, takrat sem nekako videl in to je bil razlog, da sem pravzaprav v politiki pristal. Jaz te karijere tako dolge se sploh nisem nadejal, pričakoval. Je bil ravno ta, da ločimo neke denarnice, da sami odgovarjamo, vendar le ne glede na to, kaj pravijo, da je isto, pa ni. Ne. Kaj ti tovarne so šle tudi prej, Lilet, tovarna Tenis, pa jih je bilo premalo v Jugoslaviji, je šla v stečaj v Mariboru. Pred letom 90, predn smo se mi osamosvojili, postali demokratični. Tovarna pijač Talis, pa smo Štajerci pivci, je propadla pred letom 90. Ne, ker sistem ni omogočal, da bi na menedžerska odgovorna mesta prišli ljudje, ki so sposobni tržno in poslovno firme peljati. Tudi tisti, ki so na prehodu uspeli se ostati na teh pozicijah, vidimo, da jih zdaj počasi izgubljajo, da se zdaj Gorenje prodalo. In to Kitajcem, pa se noben ne razburja, da smo paradnega konja prodali, vse je tišina, nobenega ne moti privatizacija, da bo zdaj profit Gorenja šel na Kitajsko, kot so takrat trdili, da ga ni treba prodati, ker enostavno na tem svetovnem tržišču in konkurencije moraš imeti sposobne ljudi. Mnogi tudi drugot, v Franciji drugot im firme vodijo Nemci, ker veljajo kot menedžeri za dosledne, da se niso toliko koruptivni, da so profesionalni, zaradi tega je toliko to pomembno. Pa če gledamo čisto v Mariboru, dosti zgodb slišimo v UKC-u, kakšno je stanje trenutno? Težko bi povedal, kakšno stanje, nimam pregleda. UKC je pravzaprav samo člen verigi sistemske ureditve zdravstva. Po eni strani je res, kar je sedaj povedal novi minister za zdravstvo, da je treba pogledati delovni čas, koliko kdo kje dela. Vem pa sam po sebi, da smo na radiologiji ali v operacijskih, na kirurgiji, ne glede na smer, izjemno presegali vse normalne normative v Evropi ali drugot. Za bolnišnico, ki ima toliko postelj in toliko posegov, kot jo ima mariborska bolnišnica, je v Leidenu, nekje na Nizozemskem, pa ima okrog 2400, ne vem koliko ima zdaj zaposlenih, bilo 5100 zaposlenih. Ti se potem lahko zelo prijazni z bolnikom, ga ne premikajo kot vrečko z nakupom iz trgovine ali drugot. Žal mi v nekem trenutku zdaj tega ne moremo, glede na naše prihodke in BDP zagotoviti, ampak UKC je pravzaprav otrok sistema in načina, na kak način so se razpisovale specializacije, zakaj se niso pravi čas v večjem številu razpisovale, da se je dolgo ovirala medicinska fakulteta v Mariboru in je po spretnosti mariborske ekipe, ki je lahko čez noč zadostila papirnati, prikriti ovire za nastanek in pripravila programe učne na tak način, da jim ni bilo mogoče več oporekati, smo dobili to drugo medicinsko fakulteto. Se pa zgodi to isto, kar se dogaja tudi Avstrijcem. Avstrijci na meji z Nemčijo se zaposlujejo v Nemčiji, ker so tam višje plače bile povprečju v preteklosti kot v Nemčiji. Naši, zlasti Mariborčani, gredo, tudi moji kolegi inženirji, pogosto delati v Avstrijo, ker so mnogo višje plače, niti niso plače, veste, toliko višje. Jaz sem se pogovarjal s kolegom na Nizozemskem in je bila razlika med inženirjem v Amsterdamu in mano 500 evrov v bruto plači, v neto plači pa 1200 evrov. To pomeni tisto, kar je bilo povedano, da imamo velike davke ali dajatve na delo delavca in da pravzaprav naše bruto plače niso tako slabe, ko bojo vsi pogledali. Problem je v tem v neto plačah. Primer je recimo v Nemčiji, da če dobi v Nemčiji nekdo 1400 bruto plače, je izplačilo bilo vsaj v lanskem letu okrog 1150 do 1190 evrov neto. Če pa je pri nas bruto 1400 evrov, pa je neto mogoče 700 evrov. In je potem razlika, za 700 evri se težje poročiš, imaš težje družino, težje najameš stanovanje, težje odplačuješ kredit, če se odločiš. Tu so te razlike in UKC je pravzaprav otrok sistema, ki ga imamo in seveda samo zdravstvo pa ni
bi rekli, zdaj pa, da je pa katastrofa, ne? Prideš do zdravnika, čakalne dobe so nespremljive, ampak nekatere stvari, varstvo na urgencu se lahko odpelješ, pa dobiš neko pomoč proti tem, kaj je povprečni planetarni standard. Seveda pa se moramo mi vzgledovati po boljših, ne po slabših. Ne? Mogoče tudi Angleži, ko pridejo k nam, so navdušeni, ker oni imajo, koliko vložiš, toliko plačaš, ne? Račune ali pa Američani. Seveda pa je problem, da v zdravstvu ni problem samo v tem, da sredstev ni dovolj za zagotavljanje najsodobnejših terapevtskih načinov zdravljenja in posegov, ampak v porabi. Ne. Tu bi morali imeti večjo fleksibilnost, ampak zato nisem že več jaz za zdravstveni marketing, jaz sem delal kot delavec v hali z velikim veseljem in užitkom in sem imel rad svoj poklic. Je lep. Ja, bi še enkrat bil radiološki inženir in še enkrat bi sprejel to funkcijo podžupana, ker sem dobil ravno pravo področje mestnih četrti, krajevnih skupnosti, lokalne samouprave, iniciative, migrante in zadeve. Dosti manj hvaležni in naporni so tisti, ki izbirajo izvajalce, kdo bo izvajal podvoz na Ljubljanski, ker gre za velike denarce. Tam mnogi najdejo neke poti, ker bi želeli pridobiti neko prednost za svojega izvajalca. Če bi bil izvajalec najboljši, to ni problem, ni pa pogosto so pa to izvajalci, ki mogoče niso najboljši, pa potem lahko morda dobijo priložnost, pa so potem težave, ko je zadeva že zgrajena, pa je treba popravljati. No, še malce ostanemo pri Mariboru. Maribor ima to nesrečno lego, da je čisto blizu meje. Ne? Nesrečno ali pa dobro po eni strani. Zdaj, pred kratkim se je zgradila, oziroma še gradi Magna, to lakirnica, avstrijska lakirnica. Hkrati veliko mladih, veliko delovskega kadra poišče svojo službo preko meje, išče zaposlitev preko meje. Kako vidite vi prihodnost Maribora? Kako naj manevrira med to avstrijsko priložnostjo, ki jo vsi vidijo tam zgoraj, pa vseeno to slovensko, to ostati doma, pa tukaj ustvarjati, graditi in uporabiti svoj kader? Bližina meje je prednost. Ne? Morate vedeti, da so se prepirala Salzburški pa Oglejski samostan v 9. stoletju, kdo je dokot pristojen, da ima duhovnike pa vse ostale. In potem je Karel Veliki razsodil o meji med tema dvema takrat zelo vplivnima samostanov, ki sta bila politično, gospodarsko, finančno vplivna. In meja je bila reka Drave. Maribor je, se pravi, levi breg je spadal pod Salzburško, desni pa pod Oglejsko samostan ali cerkveno uredite, tako da bi rekli v Mariboru Magdalena je spadala pod Oglej, staro mestno jedro, grad pa pod Salzburg in Habsburško bi rekli poznejšo vplive. To nas na nek način kot mesto na meji dela posebne. In smo posebne, že kajti na mejah vedno pride do izmenjave, idej, vseh ostalih stvari in je prednost. Tudi prednost je, da so ljudje izgubili osnovno dostojanstvo, da so vendar lahko delo naprej v Avstriji dobili. Mi bi morali urediti možnost ob mesto mnogo prej park and ride, parkirišč recimo, da bi lahko tam nekateri, ki pridejo iz Hoč, iz Pohorja, iz Poljčan, tam pustili avto, pa se potem recimo do Gradca, kjer so zaposleni, peljejo z enim avtomobilom. Nekatere stvari bi morali olajšati, saj potem pridejo domov. Tu porabijo tam zaslužen denar, tu plačujejo davke, prenašajo seveda tudi zahteve, šole, vrtce in ostalo, ampak to je tudi prednost. Prednost je tudi v tem, zaradi tega je Maribor prepoznan na evropskem nivoju med 10 najbolj prijaznih mikromest za investitorje in potencialno za uspešne naložbe. Kajti Graz je po enih kriterijih najbolj hitro rastoče gospodarsko mesto. In kljub temu, da je bila pokrajina proti Dunaju v podobni situaciji, kot je Maribor proti Ljubljani, sedaj to
zelo pospešeno zmanjšuje in to je tisti gospodarski veter, ki ga lahko mi uporabimo. Ne nazadnje prav zaradi teh okoliščin, ker je tudi mesto sprejelo prave ukrepe. Magni zmanjkalo prostora v Gradcu in so prišli v Hoče. Vedeti moramo, da so bile take okoliščine, da ker država ni bila zmožna glede na proračunske in ostale okoliščine, ki jih poznamo, vložiti 200 milijonov spodbud za investitorje, je Maribor v situaciji, kot je bil. To je edina rešitev, da je en večji vlagatelj, ki neko takšno proizvodnjo zagotavlja. Zaradi tega je Nova Slovenija v Mariboru tudi takrat, ko so bile zelo različna mnenja in so še vedno podprla ta projekt, smo veseli, da ga je uspelo izpeljati. Imeli smo malo srečo, da Cerarjeva vlada ni imela veliko uspehov in je nekaj potrebovala in da je bilo hkrati tudi državnozborske in lokalne volitve. To je zelo ugodno, se mi zdi, kajti in vlada in lokalni župani in oblast rabi rezultate in takrat se obojni potrudijo. Če pa tega ni, pa vlada lahko še počaka, saj še nima volitev in ne rabi priti naproti županom in občinskim svetom po občinah. To je bila ena srečna okoliščina. To, kot je srečna okoliščina, da ko smo reševali, samo sklep vlade je manjko, da bi v preteklosti rešili naše odpadke in rešitev, ki smo imeli že pripravljeno za odlagališče v Ormožu, pa vlada tega sklepa ni sprejela. Smo imeli zdaj veliko srečo, da je v tem trenutku uspelo mesto, da smo dobili soglasje za to sortirnico, ki je mnogo cenejša za procesiranje kroga gospodarjenja z odpadki, kot pa je našla rešitev Ljubljana, ki jo vsi hvalijo, kako so uspešni. Čas bo se šele pokazal in zato so bila tudi velika nasprotovanja. Seveda bo mogoče v začetni fazi še kakšna obveznost prišla, ker se investicije podražijo ali neke stvari, ampak nekatere stvari smo v Mariboru naredili v tem času neko spremembo. Maribor se je spremenil. Jaz kot podžupan hodim okrog in sem hodil tudi na okoljih, ker drugače nisem hodil in ljudje hodijo samo v nekih krogih, ker se običajno gibajo. Eni hodijo samo na glavni trg, v bivšo veliko kavarno, eni hodijo samo v GT22, eni hodijo samo pred stolnico. Nobeden pa ne gre kdaj pogledati tudi drugot in mesto se je zelo spremenilo in boste videli v 4 letih, ne glede na to, kdo bo župan, se bojo te spremembe pokazale. Res pa je, da nekateri pravijo, da je kritično, ker vse stvari niso takoj vidne. Vse stvari se takoj ne opazijo. Čisto bi rekel, tudi ko dobiš novega družinskega člana, se tisti hip takoj še ne vidi, pa opazi, ne. Še ne veš, ali bi rekel čisto tak, čeprav primerjava šepa. Tako da zato Magno. Potem za potrebno zakonodajo. Ne. Mi imamo podobno stečajno zakonodajo kot Nemčija, ampak nimamo pa, da najožji sorodnik jamči za dolgove moža, žena in ostali. Ne. In zaradi tega so mnogi privatniki, ki so vložili v material denar, velik projekt je šel v stečaj, pred stečajem je ta velika firma izprala denar v neke druge firme in je mnogo družinskih podjetij in podjetnikov, ki jih gotovo tudi vi sami poznate, plačalo velik davek, so bankrotirali, morajo začeti znova, pa niso nič krivi. Objekti stojijo, celo funkcionirajo, podjetje je pa šlo v stečaj. To je nujno treba spremeniti. Hkrati pa v Mariboru moram povedati, da zelo uspešno pa deluje tudi Cona Tezno, da je vodstvo zelo dobro, uspešno, da je težava v tem, da mora država zagotoviti finančna sredstva, da bomo odkupili še vse ostale zemljišča, ki so predvidena, da bodo spadala v Cono Tezno, da se bojo lahko ljudje širili. Cona Tezno ima težave z širjenjem, ima težave z infrastrukturnimi projekti, planira se nova cesta skozi in podvoz, pod železnice in ostalo, tako da ne nazadnje avtobusi se ponovno proizvajajo, tam bus in mnoge druge firme so tam presenetljivo uspešno uspele, tako da, ko sem bil na začetku skeptičen za tem konzorcijo, pa sem mislil, da je to bil neki parcialni interes par posameznikov, ki so želeli obogatiti. Zdaj
cona Tezno živi in že daje rezultate. Z Miklavža se je tiskar veliki, tiskar Florjančič preselil v cono Tezno. To nekaj pomeni. Kaj ti gotovo bomo župan Miklavža zagotovil veliko prostorov. To pomeni, da se tam ustvarja neki grozd, trženje, povezava, vse stvari. Maribor ima možnosti. Seveda pa je potrebno odpreti proračun, da se za vsako postavko za ljubljanski podvoz, koliko je predvideno, koliko se je že porabilo, zakaj se je pojavilo, odprimo podatke javnosti. Torej, govorila sva o coni Tezno. Kako pa je sedaj za rektorjem univerze? Novi rektor Mariborske univerze je za svoj osebni program rektorski navedel, da želi, da univerza intenzivno sodeluje z gospodarstvom. To je zelo dobro. Svoje znanje. Mariborska univerza, matematična fakulteta, FERI in ostali že sodeluje v evropskih in svetovnih in mnogih projektih in se je to že dogajalo povsod. Pomembno je, da je pripravljen sodelovati v Mariboru in ena od možnosti, ki bi jih imeli, da bo sicer že veliko projektov bilo sprejetih od prejšnjega in sedanjega župana strani vlade, ki jih sofinanciramo, je možnost, da to voljo univerze uporabi tudi mesto, da bo začelo županstvo že sodeluje, še bolj aktivno sodelovati z univerzo. Obstaja možnost, da mestna občina Maribor odkupi od slabe banke prostore tekstilne tovarne v Melju, MTT-ja. V njih finančno uvede najzmogljivejšo širokopasovni brezžični internet. Te prostore da za 1 evro na voljo vsem mladim Mariborčanom, ki končajo, in jih imamo veliko razgledanih šolanih ljudi tudi na Feriju, za 1 evro kvadratni meter in se v tej dvorani sami uredijo svoje start-up firmo ali podjetje pod pokroviteljstvom, ki vodi evidenco, najemnino, elektriko, kdo prihaja v to, da se prijavi, da dobi te prostore, pa seveda pelje Mariborska univerza, FERI ali ekonomska fakulteta. Ne nazadnje imamo mi v Kobisu, ker je tam bivši akvarij, visoko zmogljivi računalnik, ki bi lahko razne študije in ostale stvari tudi peljal, pa bi ga za to cono Tezno povezali. To ni nekaj novega. To je dobra praksa enega podobnega mesta, kot je Maribor, ki je imel velike težave z nastajanjem novih delovnih mest in zdaj je na nivoju Nemčije, mislim, da je Freiburg, na nivoju Nemčije že center za start-up in se v ta start-up v tem mestu preselili ljudje iz Amerike, iz Francije, iz Anglije. Na ta način ne samo, da se bojo vrnili naši mladi, ki so obupali nad našim političnimi prepiri in ureditvi, ampak bojo prišli tudi drugi sposobni kadri, jih bomo od drugod najsposobnejši ljudi dobili v naše mesto. Ti start-upi, mnogi so že do sedaj za start-up Maribor, Podium, konferenco in ostalo že znatna sredstva pridobili v Maribor, nekateri so se tudi odselili, posegajo na svetovni trg. To je eno področje Bitcoin poslovanja in ostalega, ki lahko Maribor spremeni v industrijsko mesto, ampak na drugačen način, za 4:0, industrijsko revolucijo z visoko dodano vrednostjo. Seveda pa bomo rabili potrpljenje tudi mesta, če želimo odkupiti tisto tovarno cenitve, ne vem, gotovo je neki strošek, koliko pride 500 ali milijon evrov ali kaj, kar je vložek, ga je treba zagotoviti in če ga vzamemo, se nekateri drugi programi upočasnijo. To je samo ena od možnosti. Takih možnosti je več. Potem recimo mnoge dileme so za mariborsko letališče. Mi bomo dali milijardo v drugi tir in več se draži. Zakaj država, če za drugi tir sama zagotavlja denar iz evropskih razpisov, ne zagotovi sama denarja za podaljšanje letališke steze in se bolj suvereno pogaja z bodočim najemnikom koncesije, hkrati pa
ne samo, da načrtujejo hitro progo od Brnika do Ljubljane, naredijo tudi hitro železniško progo od mariborskega letališča do Maribora. Ljudje morajo zvečer nekam iti, se vse potniki, tudi če bojo prestopali, če bo letališče, ki bo potem potniki iz Azije ali drugod potovali drugam, si lahko pridejo pogledati Maribor. Zakaj ne bi država, če misli, da smo mi njihovi in tudi znatni del davkov, kljub temu, da imamo manjša gospodarska rast, nabere, ne bi od teh 66 milijonov evrov semenskega denarja Alenke Bratušek, kjer smo dobili samo simbolno vsoto, namenilo tretjino te vsote, 20 milijonov evrov, pa bi bila hitra železniška proga, podaljšana letališka steza, pa tudi koncesionar tak, ki je, bi lahko to hitro dobil. To so samo nekatere možnosti, ki jih imamo, vendar pozneje prevladajo drugi interesi. V preteklosti, okrog leta 2004, je Mariborska univerza, ker je bilo letališče mrtvo, izdelalo, da bi v mariborskem hangaru prenavljali potniška letala. Ker nikjer v Evropi to niso imeli, ne vem kam so pač odhajali, projekt so pripravili in bi rešili takrat mariborsko letališče. Pripravlja Mariborska univerza, ne vem katera fakulteta. To se ni zgodilo. Zakaj? Ker je Brnik dal veto. Nazadnje smo Adrio, vse ostalo prodali, Fraport je prevzel brniško letališče, mi pa tega hangara nimamo živega. Tudi ne vem, nismo slišali, da bi brniško letališče pa prenavljalo potniška letala. To je šele zdaj, kot svoj program uvedel ta ponudnik z Kitajske, ki je pripravljen to letališče kot koncesijo prevzeti. Sam osebno se seveda zavzemam, da je temeljna infrastruktura v lasti države, se pa koncesijsko pač oddaja nekemu ponudniku, ki bo to več energije vložil kot država, ki ima veliko težav, pa mora potem skrbeti za vsako letališče, vsaki del železniške proge. Ni mogoče. Glejte, to je samo ena od možnosti, ki bi Maribor, bi rekli, zelo hitro spremenila in ga bomo spremenili. Zaradi tega ne smemo biti črnogledi. Ja, tako. Torej, zdaj pa, vi ste tudi zelo aktivni na dobrodelnem področju. Ste član Malteškega viteškega reda, oziroma oba dva sva člana, tukaj se tudi poznamo. Hkrati pa tudi Lions v Mariboru. Kako pomembna je ta nota, te dobrodelnosti, da se daruješ za svoj človek? Ja, glejte, sicer zdaj je tako pestro in zahtevno delo po mestnih četrteh, ker je veliko problemov, čakajo po 20 let na nekatere stvari, kot mi čakamo 20 let na lutkovno gledališče, 20 let čaka mesto na UGM in ostalo. Je toliko komunikacije potrebno, da malo trpi to moje članstvo v teh dobrodelnih institucijah. V Lions klubu sem celo ustanovni član, to je prvi Lions klub v Mariboru. Vsi ostali imajo potem pripono, Piramida, Kalvarija ali ne vem kaj, ostalo, ki so pozneje nastali. Že blaženi Gerard Tom, ki je ustanovil Malteški, ki je ustanovitelj Malteškega viteškega reda, je povedal, v družbi bodo vedno ljudje, ki bodo potrebovali pomoč, in vedno bodo ljudje, ki bodo pripravljeni pomagati. V Ameriki so šole, kjer je potem na eni veliki oddaji, ne vem kako se imenuje, ona zbirala sredstva, rekla, evo, zbrali smo sredstva za osnovno šolo v Detroitu. Veste, zakaj so zbirali? Streha jim toči, pa za centralno ogrevanje so imeli pokvarjeno in po zimi niso mogli popraviti. In to Amerika zbira preko donacij, ne poskrbi država ali ostali. Ne glede na bogatstvo države, so vedno ljudje na robu. Lahko, da si niso sami krivi, da je sistem, ki ni bolj odprt ali s preveliki davki ali kar podobnega, kot smo priča v Sloveniji. Lahko pa so ljudje si tudi sami krivi. Nekateri imajo tudi težave za vključitev, če so neka skupina marginalna, ker se ne integrirajo, se z ostalimi ne družijo in se ne znajo najti stvari. In takim ljudem je treba pomagati. Zakonodaja mora ugotoviti velike davčne olajšave za Lions klube, za malteške pomoči, ki to ustvarijo. Kajti, če želi center za socialno in ostali centri državni neko pomoč nuditi, rabijo oni potrdilo, komisija, ostali. Vse te institucije, Lions klubi, malteška pomoč, SOR optimistke, Rotary klubi,
pa lahko hipno za svojo komisijo nekomu zberejo donatorska sredstva in nekomu pomagajo takoj. In to je tista vrzel, kjer recimo po poplavah ali vidimo po ujmah, kjer jih država odpravlja, lahko te institucije pomagajo tisti trenutek hipno neko zadevo odločijo. Ministri so že vezani na predpise, kako se sredstva ali izpolnjuje pogoje, da je nesreča dovolj velika ali karkoli takšnega. Zelo smo dobrodelni. Jaz bi si želel, da bi se tudi katoličani in drugi predstavniki verstev vključili tudi v te ostale civilne društva, ki nudijo pomoč, samo pomoč in ostalimi, kajti to ni vprašanje samo religije ali ostalega, ampak te sporočilo, da nekaj dobrega napraviš za dobro nekomu drugemu in to se ti potem vrne. In v tej stvari sem pravzaprav, bi rekel, razočaran, da so premalo aktivni tudi ljudje v samopomoči. V župnijah bi recimo, vsaka župnija ima enega pravnika. Povejte mi, koliko župnij v Mariboru enkrat na mesec za 2 uri brezplačne za pravne nasvete socialno ogroženim. Koliko župnij naših mariborskih da 2 uri na razpolago enega socialnega delavca, da ljudem razloži, ali imajo, na kak način lahko svojo socialno prizadetost opravičijo, kam se da vloga, na kaki način, kateri so kriteriji. Pa bi lahko. Pozdravljam, da je Zveza prijateljev mladine že 3-krat naredila tsunami, menjava oblačil. Zakaj se to ne dogaja pri nas po župnijah? Recimo, pa bi se lahko. Ne? Karitas je osnovni apostolat, ki ga v evangeliju napiše. Ne? Ali pa, če ne bomo tega izvajali, priključimo se Zvezi prijateljev mladine ali drugam. To so vse neke aktivnosti, ki jih moramo izvajati in katerim moramo pomagati tudi tistim, ki niso člani naših občestev, ker je tudi naša obveza. Ne gre se, kdo je naš, kdo ni naš. Kot je pisano, da ozdravljajo tudi tisti, ki jih Kristus ni poslal, je rekel, če delajo dobro, pol niso proti nam. Tako, ja, so za nas. Torej, res imate spekter vseh področji, na kateri delujete. Imate pa tudi eno prav posebno strast, ki je vaša že od mladih let, ne? Od začetka, torej slikanje, ti vaši prečudoviti metulji. To se je začelo že kot v otroštvu, kasneje morda. Je kdaj vas zamikalo, da pa bi morda se odločili profesionalno za slikanje? Večina v Mariboru vas pozna prav potem in seveda moram tukaj poudariti, da lansko leto ste bili sprejeti na razstavo v Louvru, v Parizu, v Franciji. To je verjetno ena izmed neverjetnih časti, ki jih lahko kot umetnik doživiš, ne? Z ene takšne majhne Slovenije. Ja, odprli ste temo, ko jaz na njo komentiram življenje, se mi dogajajo čudeži. Nikoli nisem kaj takega pričakoval, naj se tudi vam na nekaterih področjih. Jaz risal sem vedno rad po stenah, drugod po omarah, tako vsi otroci. Se je začelo. Sem pa po osnovni šoli šel v srednjo zdravstveno šolo, čisto sem se raznežal. V srednjo zdravstveno šolo in tam ni bilo likovnega pouka. In ko so drugi vrstniki hodili v disko klube in ostale, ker so bili takrat disko klubi na Fontani in drugod zelo popularni, sem jaz ob vikendih risal risbice. In takrat sem pravzaprav ugotovil, ker tega predmeta v šoli nisem imel, da to potrebujem. In sem seveda to počel. Po srednji šoli sem na nekatere razstave bil zelo uspešen, se je pokazalo, da bi lahko se poskusil tudi na sprejemnik za umetnostno akademijo. Vendar bi rekli, kot konzervativno usmerjen sem ocenil, da v Sloveniji in Jugoslaviji trg ni tako razvit, da bi lahko z veliko gotovostjo preživljal družino. Kot moški sem si pa želel, da ne bi breme preživljanja družine bilo prekomerno samo na moji ženi, bodoči takrat. Zaradi tega sem se potem po srednji šoli odločil za radiologijo, ki ima krajši delovni čas, daljši dopust, da bom potem imel več časa za slikanje. Ampak potem sem se zaljubil, se poročil, montiral kuhinje, odplačeval kredite, dozidal hišo pri starših in ostale stvari, ampak več časa sem seveda slikal v bistvu ljubiteljsko, ne, ob vikendih pa ostalih, to se na nek način pozna na nekaterih stvarih, če kdo vsak dan neko stvar počne ali ne.
Bile so krajine tista moja izbira in slikanje je neka stvar, ko človek da nekaj vem, kaj ima v sebi. Eni grejo zvečer v kako pivnico, se popiješ, se poveseliš, zapoješ s prijatelji, eni športajo, eni gredo na plezalne stene. Jaz sem pač našel to slikanje. Potem sem v nekem stadiju, ker smo imeli 3 otroke, malo stanovanje, žena je rekla, glej, pa ne morejo ti biti otroci več kot slikanje, sem prenehal slikati. Sem rekel, pa v redu, zdaj, če imam oče, sem in vse bom prenehal. In dejansko, ne vem točno, bi težko zdaj opredelil, 2 leti nisem slikal. V nekem trenutku sem pa šel še v zdravstveno domo k mojemu šefu, sem rekel, jaz rabim 14 dni dopusta, rekel, zakaj sem rekel, jaz bom slikal. In prijem domov, žena niti ni vedela za to. Sem bil 14 dni doma in sem eno veliko serijo slik naredil Mlinske ulice v Temper in ostalo. Od takrat naprej pa potem vedno slikam. Običajno sem to napravil, da sem se prijavil na neke kolonije ali tako kot na Soraj, kjer sem potem, ker sem bil prijavljen, je ta neka obveza, seveda potem tudi slikal in sem tako ohranil neko slikarsko kondicijo, pa razvijal neka svoje stvari. Brez tega ne morem živeti. S tem se v Sloveniji težko preživljajo slikari, kajti ljudje premalo vlagajo tudi v stvari, ki jih bogatijo. To šele dajo na konec, bolj gledajo na materialne stvari, na to, da bi imel pa neke pozitivna sporočila, ki mu nekaj dajo, ga napolnjujejo, pa malo manj. In to razsežnost je toliko prednost, da zdaj seveda, ko slikam v Louvru ali kjerkoli, bil sem septembra na svetovni razstavi v Cannesu med 80 umetniki z 2 slikama. Sedaj sem sprejet na jesenski salon, v Louvru sem se prijavil in je slika Metulja sprejeta in potujem skupaj z gospodom Pratnikerjem, akademskim slikarjem iz Maribora. Jaz sem to so čudeži, je bil tudi gospod Pratniker presenečen, je rekel, prijava je bila pa čisto tak naključena, sem rekel, zakaj pa se ne bi prijavil, če sem slikar. Mi je še povedal gospod Pratniker, ki je že sodeloval nekajkrat na teh razstavah, ker so 4 saloni v Parizu. Je rekel, ne biti razočaran, če vas tako ne sprejmejo. Mnoge znane slovenske slikari ne sprejmejo vsako leto, priznane, pa so me sprejeli. In je malo handicap tudi za stranko in te, ki so me predlagali, mi zaupajo kot kandidato, ker bo to prvi teden volilne kampanje. Menim pa, da je to tudi uspeh za mesto, da sta kar 2 slikarja na tako znano svetovno razstavo na Elizejske poljane v Parizu sprejeta od 22. do 29. Prava otvorite sicer 23. za VIP goste, 24. pa za vso ostalo publiko in se mi zdi, da je to tudi uspeh mesta, da imamo take ljudi. In veste, eni zbirajo, eni grejo po zabavah, eni hodijo okoli lepih deklet ali nekdo, vsak pač si izbere, kaj še počenja, kaj ti razvijati moraš tudi sebe kot osebo. Ne moraš biti samo etnik partnera, pa živeti samo za njegov razvoj, moraš tudi sebe razvijati. In hvaležen sem ženi, da ima potrpljenje z mano. Da bo žena, tako imate pa tudi eno veliko ljubezen vaš vrt, a ne? Ja, ob ženi seveda. Ja, vrt sem zelo, se ga veselim, ko ne bom več politično aktiven, da bom na vrtu, sedaj je v travi, ker je politika preveč aktivna. Ogradil sem ga, povišal ograjo, še 1000 metrov žice napeljal, pa so mi vendarle povedali sinovi, ki so šli pobrati nekaj lesa, ker je tam bil, da je spet ena srna prek prišla, srna ti potem dosti poje, ker je eden odkupil zemljišče, renoviral in je zdaj dvignil zemljišče nad mojo parcelo za 1,5 metra, tako da je treba tam zavarovati, toliko sklepam. Žal pa časa tja nimam. Hkrati pa je tudi pomembno, da zagotavljamo vsem v Mariboru, da bojo lahko imeli svoj vrtiček, da si hrano samo predelamo in se sami odločimo, ali bomo gnojili z umetnimi gnojili, ali bomo biološko ali ekološko, intenzivno karkoli gojili, pa tudi glede na pretrese, ki se lahko zgodijo na svetovni ravni, paprike ne bo več mogoče vedno z Argentine voziti. Paradižnik, ki ga pridelujemo, je dosti bolj okusen na vrtu. Mi pravijo snahe in otroci, daj, dedi, posadi še nekaj paradižnika, tvoj je drugačen, kak tisti v Hoferu ali pa v Šparu. Nekaj sem ga posadil in bom seveda povečal samo oskrbo
Maribora z hrano, ko ne bo več politično aktiven. Zdaj pa je vrt žal, bi rekel, borim se tako za slikarstvom, ne, da vseeno vsako leto nekaj pridelam. Čakam, da bo konec volitev, da bom pobral še fižol, stročje je ostal še na preklah, tako da se tistega trenutka veselim. Vkolikor mi ne bojo volivci zaupali večjo odgovornost, ki bomo jo pa tudi z užitkom sprejel. No, mi dva bova na tej točki zaključila. Kot bodoči župan se morda srečava naslednjič tukaj v studiu. Mi verjamem, da skupaj z našimi gledalci vam želimo obilo Božjega blagoslova, da bodo te volitve uspele čim boljše za nas in za vse ostale, da boste tudi lahko naprej še tako pozitivno, optimistično in z dobro vizijo in zgledom vodili ta naš Maribor. Hvala lepa, pojdite na volitve, pomagajte drugim, kar morate, vključite se v aktivnosti, samo domov in v nedeljo do oltarja in imeti dobre misli. Ni dovolj, talente imamo večje. Jaz sem od leta 90, ko je bila vojna v politiki in je čas, da tudi kdo stopi na mojo mesto ali pa da stopi meni ob ramo, da bomo imeli več, ljudi več ve in da bomo stvari hitreje spreminjali, da bo spremembe tako hitre, kot si želimo. Tako, najlepša hvala. Hvala vam in z Bogom, za povabilo. vse dobro. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa hvala za vašo pozornost. Vidimo se prihodnjič.